Dragi rojaki, spoštovani sobrate duhovniki, cenjeni gostje od blizu in daleč, prisrčno pozdravljeni. Gotovo, da ni vseeno, recimo rojaku, govoriti že tako neprijetno, zlasti pa v takem trenutku, kot je spominski dan na tragične dogodke. Obhajamo mašo za svojo domovino. Za to domovino s krvjo prepojeno, z nesojnimi žrtvami nahranjeno. In to je tudi naša domovina. Čeprav bi radi nekateri to zbrisali spomina in zgodovine, to ostane globoko zapisano v strtih srcih, v objektivni in pravi zgodovini, predvsem pa pri Bogu, ki edini prav sodi posameznika in vse človeštvo. Spominjanje ni le brskanje po zgodovini, kot nekateri menijo, ampak je človekova potreba in dolžnost. Kdor pozablja na svojo zgodovino, tudi nima prihodnosti. Veličina človeka se meri tudi po tem, koliko pozna svoje korenine, svoj narod in svoj jezik. Pa mi nihče ne zameri, če sem kdaj rekel kakšnem pedagogu, da sedaj znajo mnogi bolj angleško, kakor slovensko govoriti. Lepo, da znajo. Toda prav bi pa bilo, če bi znali po 9-letki vsaj brati in pisati, pa veliko krat tega ne znajo. Pravimo, da je zgodovina učiteljica življenja in da se ta kaj naučila, ali se še kaj učimo od njih. Zdi se, da bolj malo. Samo pomislimo na balkansko vojno, migrantsko tragedijo, sirsko vojno, terorizem, ki se širi v vseh oblikah, svet, politika povedana vse to dolgo in mirno. Povsod prevladuje egoizem, materializem in monopol nad svetovnim kapitalom bogatstva. Doba našega življenja je 70 let, če smo krepki 80, največ knjige pa je polno truda in bolečine, pravi svetopismo. Letos obhajamo 75 let po strašnih dogodkov leta 42. avgusta meseca, ko so domovi v Praprotnem vrtu in pod Pestu bili v plameni, ko so padali očetje in fantje po sredi partizanov in Italijani, tudi med temi moj oče. Zanimivo, ponavadi so Italijani ali Nemci za izzivana dejanje se maščevali številom talcev. Tuborota pa je imel italijanski vojak spisek za likvidacijo 10 talcev. Po vojni so vse te žrtve opredeljevali kot sestavni del Zveze združenj borcev, kar pa nima nobene povezave. Šlo je le za število pripadnosti te organizacije. Kakšni zločini so se dogajali šele po vojni, potem, ko je zasijala tako imenovana svoboda. In danes se zdi, ko da ne bi smeli pomisliti na svojega očeta, ko da nimamo pravice zveriti resnico, zakaj se to zgodilo in kdo je to storil. Ali zveriti za grob. To ni nekaj, kar bi povzročilo maščevanje, ampak je zidilo rame prinašalo pravo s pravo. Brez resnice, pa čeprav je boleča, ne more biti sprave. Resnica nas bo osvobodila. Ustavimo se še nekaj trenutkov ob današnji Božji besedi, če posebno ob evangeliju. Žena Kananejka, poganska žena, vpije pred Jezusom. Pravičnim učencem, ki že nekaj časa hodijo za Jezusom, postane zoprna in obrne se na Jezusa, da jo odpravi, da ne bo delala njim sramote. Takšno je pač gledanje njegovih učencev. Na nek način bi se zdelo, da jih Jezus res posluša, zato tako odgovori ženi, da ne bi bilo prav vzeti kruha otrokom in ga vreči psom. Izraz, ki zelo zaboli, ker ga izreče Jezus, pa vendar. Izkaže se, da žena v svoji bolečini notranji stiski ne odneha, ampak vztraja.
Tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo od mize gospodarjev. In Jezus blagruje vero te žene in jo usliši. Ob tem mi spomini stopijo nazaj v našo preteklost, v vojni in po vojni čas. V čas, ko so naše matere, žene čakale svoje može in sinove iz neznanega izginotja. Čakale so in jih ni bilo. Še spraševati niso smele, ker jim je obraz zaprlo usta, kam naj se obrnile v tej situaciji, če ne na Boga in na Mater Marijo. To je bila njihova edina tolažba. To je bil klik bolečini njihovih src in klic po rešitvi. Ponekod se še v črnino niso smeli obleči, da bi lahko žalovali za svojimi dragimi, zlasti za povojni pobiti domobranci. Tudi to jim je bilo odvzeto. In če ti je vzeta pravica, da ne moreš žalovati in se izjokati ob grobu najdražjega, je vzeta ena temeljnih pravic človeka. V tej cerkvi, so pripovedovali, da je bilo včasih na pol cerkve odeta v črnino žalno obleko. Danes, dragi moji, pa je nevarnost, da se bo kmalu pojavila črna ruta, zakriti obraz, ki bodo znali čisto nekaj novega. Taka je pač praznina, kjer je krščanski Bog izbrisan. In ta praznina ne bo ostala nema in prazna, ampak je bo zapolnil nekdo drugi, takšen ali drugačen Bog. Spoštovani rojaki, preveč je že trpela naša domovina, preveč našo župnijo, da bi živeli brezbrižno in brez odgovornosti do svoje plemenite zemlje in nas je zredila in nam dala svojo dediščino. Na njo smo in moramo biti ponosni. Stopamo skupaj na poti k cilju. Vedno znova se obračajmo na evangelij in ga v življenju uresničujmo. Ne sramujmo se vere in evangelija. Ponovno bi danes zatrdil, če bi še enkrat živel, bi se odločil za duhovniški poklic. In v tej blagoslovljeni uri ponovno rečem, s ponosom reči smem, slovenski katoliški duhovnik sem. Verujem enega Boga, Očeta, Vsega, Marka, vseh velikih in velikih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega rojenega Sina Božjega, ki je začela Matere Presenetiti in je Bog od Boga, duš od duši, pravi Bog od pravega Boga, pravega neustvarjen, enega Krista z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega različanja in se odredi v Svetem Duhu, ki z Marije Krice in postal človek, bil je tudi križen za nas, od Poncija Pilata in prekril in bil podložen in tretji dan je v mrtvih vstal, po obveščevanju Pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici oči Božji in bo sveti prišel nazaj in sodil žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in Sina, ki ga brez očeta in Sina molimo in veselimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznamo enkrat odpuščanje grehov in pričakujemo vseeno v mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, naša vera je slabotna, zato se v stiski zatekamo Gospodu, ki je vsemogočen in usmiljen. On nam lahko pomaga v vsaki življenjski preizkušnji, zato ga prosimo. Zaščiti našo vero, da bomo v duhovnikih prepoznavali Kristusa, posebej, ko nam delijo sakrament sprave in Evharistije. Prosimo, razsvetli nas. Razsvetluj misionarje, da bodo znali tešiti lakoto po Bogu
in vsem kazati globlji smisel življenja. Prosimo, da usliši nas. Okrepi bolnike in tiste, ki jim strežejo, pomagaj jim, da bodo preizkušnje sprejemali z zaupanjem v Boga, ki želi dobro vsem ljudem. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za nedolžne žrtve komunističnega nasilja, ki so padale bodisi zaradi zvestobe veri, resnici in krščanskim vrednotam, bodisi zaradi drugih vzrokov, naj njihova nedolžna žrtev utrdi našo zvestobo veri in resnici. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za vaške stražarje, ki so se pogumno odločili braniti življenja in premoženje nedolžnih ljudi ter krščanske in obče civilizacijske vrednote, naj nam bodo svetel zgled poguma in zvestobe. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za vse nas, da bi vso prestano gorje in trpljenje, ki se je zgrnilo na našo vas med in po drugi svetovni vojni, obrodilo svoj sad in nas naredilo boljše ljudi. Prosimo, da usliši nas. Položimo na oltar še svoje skrite prošnje. Prosimo Gospoda. Prosimo, da usliši nas. Gospod naš Bog, podari nam trdno vero in neomajno zaupanje, da te bomo molili v duhu in resnici in s hvaležnim srcem častili, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.